Dobrodošli v novem car review in danes imamo tukaj Porsche Taycana. Zdaj tole je 4S model in je v bistvu malo cenejši model, če ga primerjamo z Turbo S-om in je zaradi tega tudi malo počasnejši, ampak smo midva mnenja, da če se pač v marketu za Porsche Taycana se tale model najbolj splača, ker je v bistvu 80 000 evrov cenejši kot Turbo S in za tisto 1 sekundo, ki je pač hitrejši, se po moje tale res bolj splača. Zato bomo danes reviewali tega. Zdaj, če si pogledamo avto, lahko opazimo, da je ful širok in ful dolg, kakor ste videli v montaži na začetku. Dolg je 5 metrov, to je identično kot Range Rover in širok je 2 metra. Zdaj, to je za avto kar velik, je kar mašina, tak trd je, ki se fura, ampak res ful dober. Pa še se pravi, glede na to, da je dolg 5 metrov in širok 2 metra, je visok samo 140 cm. Tak nizek in isto, ko se vsedeš noter, je ful vse nizko, vse boste tudi pol videli. Zdaj, izgled tega avta je res zelo clean, zelo dober in jaz mislim, da je Porsche hotel iti na tak električen Panamera look. Meni je to ful všeč, sploh pri Porschejih, ki izgledajo taki seksi. Eno zanimivost pri temu avtu je v bistvu, da ima na obeh straneh tele chargerje in sicer eden je za tiste chargerje, ki jih imate doma, se pravi, eden je za doma, ki ga furate, na drugi strani imate pa v bistvu charger za fast chargerje, ki greste filat. Pol avto ima frank in trunk, tako dajmo pogledati v zadnji prtljažnik. Ena taka zanimiva funkcija je pač ta gumb, tako se odpre prtljažnik. Ampak ja, kakor vidimo, glede na to, koliko je avto dolg, je v bistvu res malo placa v prtljažniku, zato ker je pač kupe. In ja, ta avto res ni namenjen za neke ljudi z družino, ali pa to. Pol bi vam v bistvu bolj predlagala tistega karavana, Gran Turismo, ki imate pač pol ful večji prtljažnik. Drugače pa avto ima dva motorja, enega od spredi, enega od zadaj in skupaj producata tam 520 konjev in ima pa tudi 4-kolesni pogon, kar tudi kar prav pride. Zdaj pa si pojdemo pogledati notranjost. Zdaj boste videli, koliko je ta avto v resnici nizek. Če gremo sem, isto tako, tale handle na avtu je full smooth, full satisfying feeling. In če pridemo sem, pogledajte, koliko je to v bistvu nizko. Jaz se skoraj uležem. Tako da ja, kakor vidite, zelo nizek avto. Zdaj bom pa nadaljeval z notranjostjo avta in bomo v bistvu hopali v avto in ja, se vidi. Zdaj, kakor vidimo interior, meni ima ful bolj luksuzen feeling, kakor Tesla, isto povsod je tako lepo usnje. Isto tale ekranček je ful tak convenient, čeprav je dosti majhen, ampak realno vse, kar rabaš, tle naštimaš, imaš sport mode, range mode, normal mode, vse. Potem, če gremo pogledati v podvozje, normal, sport, sport plus, vse insane. Kakor vidite, tlele imamo en zelo clean dashboard, ki je tudi customizable, ampak se ne bomo spuščali v toliko velike detajle, ker nima toliko veze. In isto kakor pri Tesli, tle ni nobenih gumbov, kar je malo slaba za klimo, ker pač jaz sem še zmeraj bolj tak staromoden in mi ga sede malo tako, z gumbki to delati, ampak nima veze, ker je to v bistvu vse tle. Ampak ja, če preferaš clean minimalističen look, je tudi to spet perfekten avto. Tako da to je interior, zdaj v zadnji ni toliko placa, zdaj mi kamero bom obrnil, da pokažem. Ja, v zadnji, kakor vidite, ni veliko prostora za noge, glede na to, koliko je avto dolg. Bi si človek mislil, da bo malo več prostora, ampak ja, kakor sem prej rekel že, ta avto ni za družino, ta avto si bavite pač, če hočete imeti električnega Porsche, ni. To je to za interior, zdaj bomo šli pa še na cesto, pa malo pokomentirali, kako se tam fura in tam. V bistvu prva stvar, ki je takoj opazil, ko voziš ta avto, je avto se res fura, tako kot nek športen avto. V primerjavi mogoče s kakšnimi drugimi električnimi avti, kakor so Tesla, pa kakšen ta Audi e-tron, ki je v bistvu feeling v onih avtih je bolj tako, kakor da voziš nek tak, da je bolj računalnik v bistvu, da kakšna Tesla, a pa Audi e-tron sploh ni občutek k avto, v bistvu je občutek k nek računalnik, da ti voziš. Medtem, ko tukaj pri Porsche je res je ta Porsche driving experience, ki
ki ga pač pri Tesli ne dobiš. No, zdaj nočem klej disati neki Tesla, ampak Tesla res dela malo shit avte v primerjavi s tem. Pač ne pravim, da niso Tesla avti hitri, a pa da ni tehnologija dobra, zato kaj je, ampak v primerjavi s tem je pač driving experience res boljši. In ne vem, jaz če bi kupoval avto za 150 jurjev, bi v bistvu hotel nek tak driving experience, ki ga ta avto ima, Tesla ga pa pač nima. Zdaj, da ne bom govoril sam slabo o Tesli, je v nekih pogledih je boljši kot ta avto. Zdaj ta avto, če bi vzel nek autopilot package, self-driving package, drugač je nek, ampak tako ima Tesla pač ful boljši. Ta avto ima ful manjši range kot Tesla. In ja, v teh pogledih je pač Tesla boljša, ampak če pa vi hočete tak avto, ki ga bo pač zabaven voziti, je pa pol tale avto zelo boljša izbira. No, ta avto ima okoli 400 km rangea, kar je ful manj kot Model S. Model S ima tam okoli 600, kar je pa v bistvu še večji problem, pa vi tega avta ne morete filati na Tesla superchargerjih. V bistvu so neki posebni superchargerji in teh pač praktično ni tukaj v Sloveniji, tako da pač filati ga boste mogli doma. Imamo še launch mode tukaj. Ta avto ima od 0 do 100, drugač malo manj kot 4 sekunde, mislim, da 3,8. Sem ti rekel, da jim še enkrat hitro. Prehitro. No ja, to je bilo to za ta video. Mislim, take videe nama je res zabaven snemati, sploh zaradi tega, ker dobi zraven še ta driving experience in vse. Tako da, če hočete videti še več takih videov, let us know, like the video, subscribe, followite nama na Instagramu, če vas zanimajo kriptotradi, tja postava daily kriptotrade in tudi več tacga behind the scenes contenta je na Instagramu, tako da, če te zanima tak content, pa seveda finance, followi na Instagramu, drugače pa ja, upam, da ste uživali, pa se vidimo. Peace.